Šalom in dobrodošli nazaj v Izrael za Lino. Danes gremo v regijo Samarije in spoznali bomo Samarijane. Ste vedeli, da ljudstvo Samarijanov iz Svetega pisma obstaja še danes? Spoznali bomo nekaj o njihovem izvoru, zgodbah, celo vstopili bomo v samarijansko sinagogo. In danes je po samarijanskem koledarju paša. Zato smo bili povabljeni, da se udeležimo obreda samarijanske paše, ki poteka tako, kot je bilo v svetopisemskih časih. Prav tako še vedno izvajajo žrtvovanje pashalnega jagnjeta. Zato se pripravite, ker bo današnji video poln zgodovine in novosti. Če ste pripravljeni, začnimo. Začnimo tukaj, na gori Gerizim, ki je po Svetem pismu gora blagoslova in je najsvetejši ter najpomembnejši kraj na svetu za Samarijane. Ampak kdo so Samarijani in kako so nastali? Da bi razumeli ta del zgodovine, se moramo vrniti 3000 let nazaj v zgodovino, ko je obstajalo veliko judovsko kraljestvo, v katerem je živelo vseh 12 Izraelovih rodov. Dokler se leta 930 pred Kristusom s smrtjo kralja Salomona to veliko kraljestvo ne razdeli na dve kraljestvi. Severno kraljestvo se bo imenovalo Izraelovo kraljestvo in bo imelo večino, 10 Izraelovih rodov. In južno kraljestvo se imenuje Judovo kraljestvo. Vendar se bo vse spremenilo leta 722 z invazijo Asirije. Uničijo kraljestvo Izrael in ujamejo 10 Izraelovih rodov, ki so tam živeli, in jih pošljejo v izgnanstvo. Zato jih poznamo kot 10 izgubljenih rodov. In Asirci pripeljajo tudi druge narode iz regije, da bi živeli na mestu, kjer so prej živeli Izraelovi rodovi. Po samarijanski tradiciji so oni ostanki Izraelovega kraljestva. To pomeni, da ko Asirci izženejo 10 rodov, ne izženejo vseh, ampak del pripadnikov rodov Manaseja, Efraima in Levija je še naprej živel v tej regiji. In da so to Samarijani. Sama Biblija nam pripoveduje, da so res obstajali ostanki 10 Izraelovih rodov, ki nikoli niso bili izgnani. Toda del južnega kraljestva, Judovega kraljestva, predvsem po vrnitvi iz babilonskega izgnanstva, verjeli so, da so se Samarijani res pomešali s prebivalstvom, ki so ga prinesli Asirci, in da niso bili 100% del ljudstva in plemen Izraela. In tako se začne spor med Samarijani in preostalim ljudstvom Izraela, ki je živelo v kraljestvu Juda. Samarijani imajo za svojo sveto knjigo Samarijansko Toro, ki je samarijanski Pentateh in je skoraj enak judovskemu Pentatehu. Se pravi, prvih 5 knjig judovske Biblije z dvema velikima razlikama. Prva je jezik. To bomo videli kasneje v sinagogi, vendar oni svoje knjige še danes pišejo v samariščini. In druga razlika je gora Gerizim, kjer smo zdaj. V judovski, krščanski in samarijanski Bibliji se vsi strinjajo, da ko izraelsko ljudstvo vstopi v obljubljeno deželo skupaj z Jošujem, to je gora blagoslova. In da je gora Ebal, ki je prav pred nami, gora prekletstva. Ampak po mnenju Samarijanov je ta gora veliko več kot to. Verjamejo, da je tukaj potekala žrtev Izaka, da je tukaj stal tabernakelj izraelskega ljudstva in da je to kraj, ki ga je izbral Bog, ne pa gora Morija v Jeruzalemu. In zaradi svetosti tega kraja za Samarijane so tukaj v 5. stoletju, torej v perzijski dobi Izraela, zgradili prav tukaj ogromen tempelj.
Bil je 20 metrov krat 21 metrov. In pri arheoloških izkopavanjih, ko so našli to mesto, so ugotovili, da se ujema z biblijskim opisom judovskega templja. Kamnite bloke, na primer, so postavili kamen na kamen, brez kakršnega koli cementa med kamni, brez kakršnega koli tesnila, na enak način, kot je bil zgrajen tudi Jeruzalemski tempelj. In ta ogromen samarijski tempelj, njegove stene so bile visoke 8 metrov. In notranji del ni imel nobene delitve na sobe ali prostore, prav tako kot tudi Jeruzalemski tempelj. Notranje območje je bilo en velik prostor, razdelitev pa je bila narejena s parohetom, s tkanino. In zato tukaj najdemo tudi ta prostor, brez kakršne koli delitve iz časa, ko je bil to samarijski tempelj. In ta samarijski tempelj bo še večji v helenističnem obdobju. Torej, pred približno 2200 leti so prostor še povečali. In vse to zunanje območje je del te samarijske razširitve iz helenističnega obdobja. Nažalost bo samarijski tempelj uničen. Ta kraj pa je zanje še danes svet. V bizantinskem obdobju je bila tukaj zgrajena tudi osmerokotna cerkev, ki jo zdaj vidimo. Izgleda kot ta okrogla stavba tukaj na sredini. To območje, ki ga vidimo, je prav tako sveto za Samarijane, saj je po njihovem mnenju tukaj kraj, kjer je Jozue postavil oltar iz 12 kamnov. Vemo, da je prišel na goro Gerizim z izraelskim ljudstvom. In po samarijanski tradiciji je točno tukaj kraj, kjer je postavil ta oltar. Zdaj bomo skupaj odšli do Givat Olam, kar v hebrejščini pomeni večni hrib. In po samarijanski tradiciji je to duhovno središče sveta. Vem, včasih je presenetljivo pomisliti, da je kraj danes tako preprost, ampak za samarijansko ljudstvo to je duhovno središče sveta. In najbolj impresiven kraj od vseh je po mojem mnenju prav ta tako preprost kraj tukaj. Po samarijanski tradiciji je to kraj, kjer je bil darovan Izak. Po judovsko-krščanski tradiciji se žrtvovanje oziroma skorajšnje žrtvovanje Izaka zgodi na gori Morija, danes v Jeruzalemu. Toda pa se po mnenju Samarijanov ta dogodek zgodi tukaj, na gori Gerizim in še bolj natančno, prav na tej točki, tukaj, za to ograjo. In tukaj ob vznožju gore Gerizim vidimo, da se razprostira mesto, ki je ogromno. To je svetopisemsko mesto Šehem, ki je v portugalščini znano tudi kot Sikem. Tako vidimo, kako so včasih svetopisemski kraji zelo blizu drug drugemu. Zdaj se bomo spustili iz zgodovinskega dela gore in odšli v Kirjat Lusa, ki je sodobni del, kjer danes živi večina Samarijanov. In tukaj že vidimo vhod v najpomembnejšo sinagogo na tem kraju. In kot v vsako samarijansko sinagogo bomo vstopili bosi. In poglejte, kako zanimivo, glejte, kdo je zdaj tukaj v sinagogi. To je skupina judovskih obiskovalcev, ki so prišli spoznati samarijansko kulturo in zgodovino. Dva fanta zadaj, ki stojita, sta Samarijana. In tako vidimo, kako so danes odnosi med narodi dobri. Drug primer sobivanja med narodi je, da Samarijani pošiljajo svoje otroke v izraelski izobraževalni sistem, torej se učijo skupaj z judovskimi učenci. In tudi nekateri Samarijani služijo v izraelski vojski, torej branijo državo Izrael. Tukaj so odprli samarijansko Toro, da jo lahko vidimo. Sveti spisi in celotna sinagoga so napisani v samarijanskem jeziku. Kljub temu je večina izmed njih trijezičnih. Govorijo tako hebrejsko kot arabsko in seveda svoj jezik, to je samarijanski, ki je prav tako semitski jezik.
Za to zeleno zaveso se nahaja Aron HaKodeš, kjer so vsakodnevno shranjeni Tora in svete knjige. Zdaj pa zapustimo sinagogo in pojdimo na kraj, kjer se bo odvijal glavni dogodek današnjega dne. In tukaj že lahko vidimo priprave na žrtvovanje za pašo, ki se bo zgodilo čez nekaj trenutkov. Kot lahko vidite za menoj, so že zakurili ogenj. In res je precejšnja zmeda. Ljudje prihajajo, se zbirajo, pripravljajo, saj se bo čez nekaj trenutkov začelo samo žrtvovanje. In dovolite, da vam pokažem, kaj je tukaj na drugi strani. Če so tiste luknje tam, zato da vanje dajo živali, da jih skuhajo, da jih potem lahko pojemo, tukaj pa se zažgejo ostanki. Vemo, da ničesar ne smejo shranjevati čez noč. In zato bo vse, kar danes ne bodo pojedli, pa tudi deli, ki jih ni mogoče pojesti, tukaj zažgano. In glavni del, torej sam žrtveni obred, se zgodi tukaj spodaj, v teh jarkih. In danes bo skupaj žrtvovanih 60 jagnjet. Res bo to ogromen obred in ljudje iz vsega Izraela prihajajo sem, da bi sodelovali in si ga ogledali. Trenutek se približuje, ljudje. Že lahko vidimo živali, ki prihajajo. Skupaj, kot smo rekli, bo žrtvovanih 60 jagnjet. In samarijanska skupnost, kot lahko vidite tudi na posnetkih iz zraka, so vsi oblečeni v belo, z izjemo nekaterih duhovnikov, ki imajo oblačila različnih barv. In samarijanski duhovniki so prav tako potomci Arona. Aron, brat Mojzesa, ki je živel pred več kot 3200 leti. In tukaj se je zbrala vsa samarijanska skupnost, ki šteje okoli 850 ljudi. Ampak kako je to mogoče, če naj bi bilo v biblijskih časih okoli 1 milijon ljudi? Kar se je zgodilo, je žal to, da so bili v muslimanskem obdobju, predvsem v času Otomanskega cesarstva, množično pobiti strani takratnih oblasti. In njihovo število se bo zmanjšalo na 100 ljudi. Ob koncu Otomanskega obdobja je bilo Samarijanov skupaj le 100. In od takrat je skupnost ponovno začela rasti in v obdobju države Izrael je precej narasla. Zato v resnici vidimo preporod samarijanske skupnosti. In večina Samarijanov danes živi v 2 mestih. Ena je tukaj na gori Gerizim, druga pa v Holonu, ki je blizu Tel Aviva. In zdaj se zares začenja obred paše. Zdaj je čas za žrtvovanje. Toda iz spoštovanja in občutljivosti do vseh ne bomo prikazali posnetkov samega žrtvovanja. Ampak čez trenutek boste videli ljudi, ki praznujejo po žrtvovanju. Zdaj bodo vzeli, označili svoja čela in šli mimo s krožniki, polnimi nekvašenega kruha in tudi grenkih zelišč, kot je zapisano v knjigi številk, ki vsebujejo pašalno jagnje, grenka zelišča in nekvašeni kruh. Tukaj zadaj zdaj lahko vidimo ogenj, ki gori, ker bodo začeli čistiti jagnjeta.
Kožo in vse, česar ne bodo pojedli, bodo dali na ta ogenj in zažgali. Meso pa bodo odnesli do jam, kjer se bo peklo nekaj ur. Opolnoči se bo samarijanska skupnost vrnila na to mesto po meso, da ga odnesejo in pojedo v svojih domovih. In vse, česar ne pojedo, mora biti zažgano. Torej, če jim doma ostane hrana, jo bodo prinesli nazaj sem, da jo sežgejo na istem ognju, saj mora biti po biblijski tradiciji vse ali zažgano ali pojedeno. Upam, da vam je bilo všeč izvedeti nekaj več o samarijanski tradiciji tukaj neposredno iz Samarije. Ne pozabite se naročiti na kanal za več videoposnetkov iz tega tako posebnega kraja. Poljubček, šalom in se vidimo naslednjič.